Spoštovane in spoštovani, sedaj pa bo spregovoril obrambni minister v času osamosvojitve Slovenije, gospod Janez Janša. Spoštovani Slovenke in Slovenci, dragi zbrani tukaj in pred televizijskimi ekrani. 26. junija leta 1991 se je na tem trgu zgodilo nekaj, kar presega vse nas. Zgodilo se je nekaj, kar je preseglo vse, kar je slovenski narod v svoji dolgi zgodovini dosegel. Na tem trgu je zaplapolala nova zastava samostojne slovenske države, ki je simbolizirala nek zaključek procesa, ki je trajal v svojem zaključku tam od leta 1987 in v katerem smo Slovenci iz naroda doživeli v nacijo, ki zasluži biti gospodar na svoji zemlji. V tem času, kot je dejal prej Dominik, si je slovenski narod prvič in edinkrat v svoji zgodovini sodbo spisal sam. Za to sodbo imamo empirični dokaz rezultata plebiscita. Slovenska politika je na tem plebiscitu dobila ukaz, da odločitev naroda uresniči najkasneje v 6 mesecih. In po 6 mesecih je na tem trgu, s tem, ko je zaplapolala nova slovenska zastava, v kateri se lahko vsi prepoznamo, z neideološkim simbolom, ki je simbol vseh nas, končalo neko obdobje, od katerega in od tega dne naprej, kljub preizkušnjam, ki so prišle, takšne in drugačne, je Slovenija enakopravna v družini evropskih narodov. V tem času v zgodovini Slovenije so čudoviti dogodki, dosežki predhodnih generacij, takšni in drugačni, tudi veliko gorja in trpljenja, tudi državljanski razkol in vojna. Veliko junaštva tudi, ne bom zdaj vsega tega našteval, ampak noben od teh dogodkov se ni išel v zaključno dejanje nastanka samostojne slovenske države. To se je zgodilo v svoji končnici 26. junija 1991 na tem trgu. Zgodilo se je nekaj, kar presega vse nas, kar presega vse generacije, ki so na tej zemlji živele do takrat in kar presega, upajmo, tudi vse prihodnje generacije, ker jim tega ne bo treba ponavljati. V tem času je nastalo nekaj, čemur znanstveniki pravijo vrednotno središče naroda. Nastalo je nekaj, kar Slovencev ne deli oziroma jih ne bi smelo deliti. Nekaj, kjer se lahko vsi prepoznamo. Nek osrednji sklop vrednot, ki smo jih leto kasneje ali pa pol leta kasneje, še pred mednarodnim priznanjem, zapisali tudi v novo slovensko ustavo, ki je ustava vseh. Ni politično obarvana, je pač slovenska ustava samostojne slovenske države z središčnimi vrednotami, ki so se oblikovali v času slovenske pomladi, v času slovenske osamosvojitve, v tem svetem času. Ko smo dvignili novo slovensko zastavo, se je hkrati tam zadaj spustila zastava prejšnje Republike Slovenije, ki je bila provinca v nekdanji Jugoslaviji, za katero nihče na kakšnem plebiscitu ni glasoval, kot je bilo že povedano, ker so bili pač ljudje postavljeni pred dejstvo v takšne in drugačne režime. In glejte zlomka,
danes aprila leta 2023. Ne stojimo tukaj na tem istem trgu in ne zborujemo iz veselja nad tem dogodkom, ki je neponovljiv, ampak zborujemo iz protesta, kjer zaenkrat sicer še skrito, tamle nekdo zadaj spet na drog dviga tisto staro zastavo. Kajti ukinitev Muzeja slovenske osamosvojitve ni nič drugega kot simbolno spuščanje tiste nove slovenske zastave in dviganje nazaj tiste stare. To je to. To je pika na i nekega procesa, ki se je začel praktično takoj po osamosvojitvi, ko so tisti, ki jim samostojna Slovenija nikoli ni bila intimna opcija, ponovno 100% prišli nazaj na oblast in skušali storiti vse, da ne bilo nikjer nobene institucije, kjer bi se ta sveti čas slovenskega naroda po vseh pravilih stroke obravnaval in predstavljal, prikazal tudi prihodnjim generacijam. Torej, ukinitev Muzeja slovenske osamosvojitve ni neko začetno dejanje, ampak je končno dejanje nekega procesa, ki so ga sprožili tisti, ki jim samostojna Slovenija nikoli ni bila intimna opcija, ki so delali proti temu in ki so se ves ta čas bali, da bi v neki instituciji stroka predstavila tudi ta del osamosvojitvenega procesa. Kajti slovenski narod je bil enoten, slovenska politika je pa bila bolj razklana. V tej stavbi, tam zadaj, smo poslanci Demosove koalicije ključne zakone za zavarovanje slovenske osamosvojitve z realno silo sprejemali z enim, dvema ali tremi glasovi pičle Demosove večine. Obrambni proračun, zakon o obrambi, zakon o vojaški dolžnosti, vrsta drugih ukrepov, brez katerih se po razglasitvi samostojne Slovenija ne bi bila sposobna ubraniti. Temu so nasprotovali do zadnjega, delali so na tako imenovani operetni osamosvojitvi Slovenije, češ vi to, kar razglasite, nihče nas ne bo priznal, jugoslovanska armada vas bo spravila v red in potem bomo mi prišli kot rešitelji. Zato obstajajo posnetki skupščinskih sej, obstajajo časopisni članki iz tistih časov, obstajajo pričevanja beograjskih politikov, obstaja pričevanje evropskih politikov, ki so jih ti isti predstavniki, ne celote, ampak dela slovenske levičarske politike, takrat rotili, naj se Slovenijo ne prizna. Vse to je danes zbrano, nikoli objavljeno v večinskih medijih, ko smo danes nekaj od teh dejstev predstavili na seji Državnega zbora, so poslanci vladne koalicije gledali s takimi očmi. Nikoli še niso vzeli roke teh zbornikov, ampak v tem je bistven motiv ukinitve Muzeja slovenske osamosvojitve, omalovaževanja tega procesa, nasprotovanje nastanku katerekoli institucije, kjer bi v naslovu pisalo osamosvojitev, kjer se pač bojijo ne tega, da bi si osamosvojitelji postavljali spomenike. Mimogrede to očitajo tisti, ki častijo 7 ali 8 tisoč spomenikov krvave revolucije, se slikajo za njimi in potem druge učijo o spomenikih. Ni slučajno, da je predlog za ukinitev Muzeja slovenske osamosvojitve dala ministrica za kulturo, ki je šla pred nekaj dnevi nazaj na Čebine. Glejte, na Čebinah
je nastala teroristična organizacija, posledice tega nastanka so bile simbolizirane v zastavi, ki smo jo 26. junija 1991 spustili tistega droga. Ne, ministrica aktualne vlade Republike Slovenije za kulturo, pazite, za kulturo, je namerno s tem dejanjem, za katerega pravijo, da je bila tam po uradni dolžnosti, ne zasebno, v bistvu do konca razložila svoj motiv za ukinitev Muzeja slovenske osamosvojitve. Ali še komu kaj ni jasno? Teorija vrednostnega ali pa vrednotnega središča nacije pravi, da takrat, kadar upravljalci države, upravljalci naroda, ki imajo škarje in platno v svojih rokah, svojo politiko vodijo v nasprotju s tem vrednostnim središčem, v nasprotju z vrednotami, na osnovi katerih je ta država nastala, ali pa je narod dozorel v nacijo in postal gospodar na svoji zemlji. Kadar upravljalci države vodijo države v nasprotju s temi vrednotami, narod, država zaide v krizo. In danes je Slovenija v krizi vrednot. Iz te krize izhaja tudi vse druge. Kajti če ministrica za kulturo neke vlade časti ideologijo, proti kateri je ta država sploh nastala, potem pač ni močnejšega pokazatelja krize teh vrednot. In iz te krize potem izhaja vse ostale. Pride celo do tega, da doživimo v slovenskem parlamentu nastop predsednika vlade, ki niti tega ne ve, kakšna je inflacija v njegovi državi. Skratka, skušam povedati to. Skratka, skušam povedati to, da kriza vrednot generira tudi vse ostale krize in rezultati teh kriz se čutijo v denarnicah, v višini pokojnin, plač, v višini položnic in v inflaciji, ki je skoraj še enkrat večja od evropskega povprečja in zmanjšuje vse, kar kdo ima v svoji lasti. Torej, ne podcenjujmo krize vrednot. Ni hujše krize od krize vrednot. In za konec, teorija vrednotnega središča naroda pravi tudi, da kadar pride do takšne krize vrednot, ki jo doživljamo Slovenci danes, ta kriza stvari izravna. In danes smo na začetku nove slovenske pomladi, ki bo te stvari izravnala. In spoštovani rojaki, če bodo tam zadaj ponovno dvignili tisto zastavo, ki smo jo spustili junija leta 1991, jo bomo spet spustili in v nadaljevanju ne bomo spregledali stvari, o katerih je prej govoril Dominik. Vabim vse, da se pripravimo na ta čas, ki neizbežno prihaja. Hvala, da ste danes prišli. Hvala vsem domoljubom v domovini, v zamejstvu in po svetu. Bog živi Slovenijo.